Zaključna prireditev 12. mednarodnega filmskega festivala Student Cuts. 20. tradicionalna rekrutacija v Beltincih. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Dogodki. Vabljeni k ogledu. Zaključna prireditev 12. mednarodnega filmskega festivala Student Cuts je predstavljal vrhunec festivala, kjer so se združili avtorji, mentorji, žirija in občinstvo ter tako sklenili večdnevno filmsko dogajanje. Za slavnostno zaključno prireditvijo 12. mednarodnega filmskega festivala Student Cuts se je sklenilo večdnevno festivalsko dogajanje, ki je združilo avtorje, mentorje, žirijo in občinstvo Student Cuts. Na prireditvi so bili predstavljeni najboljši mladinski filmi, izbrani v tekmovalnem programu ter razglašeni nagrajenci posameznih kategorij. Mladi ustvarjalci so se predstavili v 5 kategorijah: igranem, dokumentarnem, animiranem in eksperimentalnem filmu ter v kategoriji Future Talents. Najboljši so bili nagrajeni za simboličnimi miniaturnimi lesenimi režiserskimi stoli, ki ponazarjajo ustvarjalnost in filmsko vizijo. Tisti, ki ste si ogledovali filme, ste dobili svoj vtis oziroma imate svoje mnenje o teh filmih. Tisto, kar meni pride ob gledanju teh filmov, najprej na misel je to, kako kreativni, domiselni in ustvarjalni ste oziroma so umetniki, avtorji teh filmov. In v bistvu tovrstni filmski festivali ravno to spodbujajo med mladimi, še neuveljavljenimi ustvarjalci, da se lahko kreativno izražate skozi sliko, zvok, animacijo, kar boste pozneje v življenju lahko izkoristili na številnih področjih, ne samo na področju umetnosti, ampak tudi na svojem delovnem področju, katerokoli boste že upravljali. In to je tisto veliko bogatstvo tudi izobraževalnega procesa, da se ne učimo samo nekih dejstev, katera dostikrat tudi pozabimo, ampak pridobivamo številna znanja in veščine, ki potem vplivajo na nas ali pa na vas. In prepričan sem, da kasneje, ko se boste zaposlili, bodo vaši delodajalci zelo, zelo veseli in zadovoljni. Jaz bi se na tem mestu še enkrat zahvalil vsem sodelavcem pa dijakom, ki ste poskrbeli, da bo ta Student Cuts, tako kot preteklih 11, uspešno izveden. Seveda delamo že načrte za naslednje leto, ko bo 13. izvedba, in seveda vabljeni naslednje leto, da se nam pridružite. Večina dijakov vas bo takrat v 4. letniku, maturantov, seveda tudi staršem. Hvala, da nas podpirate in da s svojo prisotnostjo izkazujete priznanje mladim ustvarjalcem. Hvala lepa. Letošnji izjemen odziv z več kot 2300 prispelimi filmi z vsega sveta potrjuje, da festival iz leta v leto raste, hkrati pa se širi tudi z delavnicami in glasbenimi nastopi dijakov Gimnazije Ljutomer. Približno 100 filmov se vsako leto predvaja na festivalu in tudi letos ni nič drugače. Dijaški filmi se predvajajo tudi po televiziji, ki jih lahko tudi vidimo na RTV Slovenija. Skupna dolžina vseh dosedanjih prijavljenih filmov je 1830 ur. Skupna dolžina predvajanih del na dogodkih je 378 ur. Število vseh prijavljenih del do zdaj je 74.568. In kot zadnje, na festivalu je bilo doslej 31 žirantov v poteku vseh 12 aktivnih let. Več o sestavi žirije. Žirija je bila sestavljena iz Zarije Menard, Irene Bedrač in Ester Ivakič. Gospa Ivakič je režiserka, ki deluje na področju filmske in televizijske produkcije. Njeno delo zaznamujejo številna filmska priznanja, kot na primer nagrada za najboljši film na Lifu, papirnati avion Društva slovenskih režiserjev in nagrada žirije za Torino Film Festivalu. Gospa Menard je scenaristka in režiserka animiranih filmov. Med drugim je njen film Tri tičice leta 2024 dobil nagrado za najboljši animirani film na Festivalu slovenskega filma. Prikazan pa je bil tudi na številnih festivalih po Evropi.
Gospa Bedrač je dolgoletna novinarka in ustvarjalka dokumentarnih filmov. Med drugim je za svoj dokumentarni film Ruth 246,8 prejela nagrado za najboljši tujejezični dokumentarec na festivalu športnega filma v Palermu. Nagrado za najboljši eksperimentalni film je prejela Sofija Lavrač-Črnivec iz Slovenije za film V glavi. Nagrado za najboljši dokumentarni film je prejela Veronika Lovrič-Petrič iz Slovenije za film Moja muzika je najboljša. Nagrado za najboljši igrani film pa je prejela Iza Peternelj iz Slovenije za film Nekoč nekje. Nagrado za Future Talents je prejela avtorica Viktorija Domen iz Slovenije z naslovom filma 6 korakov. Več o nastajanju filma pa v nadaljevanju. Ful me je vse presenetilo, proces snemanja filma je bil fejst hude. Posneli smo ga v 2 dneh, skozi smo dali tudi to, kar se je na naši kartici dosti scen zbrisalo in je profesor mogel iti celotno kartico obnoviti, ko smo le tiste scene dobili, tako je bil kar veliki boj za nami, ampak na koncu je prišlo skozi, pa sem tudi vesela, kaj je prišlo skozi. Jaz sem ponosna na ta film, pa mi je veselje, ko s tem lahko tudi rečem adijo tej šole. Nagrado občinstva za film, ki je osvojil srca gledalcev, je prejel avtor Kedrik Legault za film Whisky and Francie. Nagrado občinstva v kategoriji Future Talents je prejel Oliver Andrejčak za film Kufer iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Več o letošnjem festivalu pa... Po vseh teh zgodbah, slišanih danes, včeraj, predvčerajšnjem, v zadnjih 12 letih, verjamem, da imamo svetlo prihodnost. Mislim, da imamo dobre temelje. Letošnja generacija je izjemna. Tudi včeraj smo dolgo debatirali z žirijo, kaj narediti. Mednarodni festival pa pravzaprav večino nagrad danes so pobrali slovenski avtorji, kar mi je v bistvu veliko čast. Na tem festivalu se kaj takšnega še ni zgodilo. Res sem bil in presenečen, ganjen, iskreno vesel in ves trud v vseh zadnjih mesecih. Pravzaprav že v ponedeljek se bo začele priprave na 13. izvedbo tega festivala, so nekako poplačane na svoj način in res nam je veselje, da ste tukaj. Miniaturni leseni režiserski stol je bil podarjen tudi organizacijski ekipi, več direktor Polutnik. Mislim, da je to prava pot, mislim, da odlično delate, mislim, da imamo tukaj res nastavke, zaradi katerih bo ta festival še dolgo lahko užival v ogromno lepih zgodbah, tako da prejmite to malo pozornost kot simbolno spodbudo tudi za naprej, da boste še vztrajali tudi s temi našimi navihanci, ki nam včasih kravžljajo živčke, ampak mislim, da je vredno. Zaključek festivala je bil slavnosten, povezal je ustvarjalce, mentorje in občinstvo. Z njim se je sklenilo večdnevno dogajanje, ki je pustilo močan pečat pri vseh udeležencih. Organizatorji tako že usmerjajo pogled v prihodnost in priprave na naslednjo izvedbo, ki naj bi prinesla še več filmskih zgodb in ustvarjalne energije. V športnem parku Beltinci se je odvila 20. tradicionalna rekrutacija. Gre za tradicionalno prireditev, ki združuje vojaško tradicijo, domoljubje in lokalno kulturno dediščino. Dogodka se je udeležila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Prireditev ima v Beltincih poseben pomen, saj ohranja star običaj rekrutacije, ki je bil nekoč pomemben dogodek za mlade fante pred odhodom v vojsko. Danes je dogodek predvsem simboličen in kulturni. Mladi se tradicionalno iz občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče, Velika Polana in Lendava pripeljajo na prizorišče z okrašenimi traktorji, prikolicami ali vozovi, ob spremljavi glasbe in petja. Ena izmed letošnjih novosti je bila vključitev rekrutov iz občine Lendava. Letošnji program je vključeval prihod rekrutov, dvig slovenske zastave in igranje himne, slavnostne govore predstavnikov države in vojske, predstavitve slovenske vojske, prikaze gardne enote in specialnih enot, padalske nastope ter kulturni in zabavni program.
Poseben poudarek so letos namenili vojaškemu letalstvu, ki je z dogajanjem v zraku pritegnilo številne radovedne poglede. Sledila je tudi letošnja novost, tekmovanje za najbolj okrašen voz. Organizatorji so nagradili skupino, ki je najbolj pristno prikazala tradicijo rekrutacije. Za nagrado so prejeli polet z vojaškim helikopterjem, ki sicer ni bil izveden na dan dogodka, temveč kasneje. 20. jubilejna tradicionalna rekrutacija je dogodek, ki združuje vojaško tradicijo, domoljubje in lokalno kulturno dediščino. Kot je ob tem povedal župan Virak, domoljubje ni praznična obleka, ki si jo nadenemo nekajkrat na leto, ampak je vsakodnevno delo, je plačan davek, je plačana izpolnjena obljuba, medsosedska pomoč in dostojanstveno opravljena javna funkcija, je pa tudi pripravljenost povedati neprijetno resnico. Več o pomenu tovrstnega dogodka za občino Beltinci župan Virak. Jaz verjamem, da je ta dogodek seveda izrednega pomena za občino Beltinci, ker radi povemo, da smo ena izmed ali pa sigurno tista najmočnejša občina skorajda, ki najbolj nekako verjame tudi v tradicijo, tudi v ohranjanje kulturne dediščine. Predvsem pa radi povemo, da ne samo da oživljamo, ampak tudi živimo in da naš dogodek je točno pokazatelj tega, da res tukaj živimo z tem okoljem, živimo z običaji. Predvsem pa je zelo pomembno z vidika domoljubja, lahko bi rekli tega lokalpatriotizma, kajti tega nam verjetno v družbi oziroma v državi bistveno primanjkuje. In zakaj ne bi bili taki dogodki eden izmed tistih, ki začnejo prebujati v vseh nas seveda to dodatno zavest o domoljubju, o tem, da je potrebno živeti za domovino in tudi seveda za domovino. Dogodek so organizirali Slovenska vojska, občina Beltinci in uprava za obrambo Maribor. Tukaj za program se moram res zahvaliti Ministrstvu za obrambo, predvsem pa Slovenski vojski, seveda tudi z Mariborskim uradom za obrambo je potrebno tukaj povedati in jih pohvaliti. Ogromno bo aviatike, ogromno bo seveda tudi pokazatelj vojske, kako so pripravljeni, kaj vse imamo na razpolago. Predvsem pa seveda imamo to na razpolago v nekem miru, ko pa ne želim si seveda, če pa bi se kdaj verjetno morali braniti, pa verjamem, da tako kot smo se v zgodovini znali stati in obstati, bomo tudi v primeru morda tistega najhujšega znali stopiti skupaj in seveda obraniti svojo domovino in pa s tem tudi sebe. Sporočilo župana ob jubilejni rekrutaciji mladim Prekmurcem pa je: Imejmo domovino radi, bodimo ponosni, kajti imamo zakaj biti ponosni, predvsem pa, če je potrebno seveda narediti za domovino nekaj posebnega, naredimo tako. In tako kot je morda John F. Kennedy povedal, ne sprašujmo se toliko, koliko lahko država naredi za te, vprašaj se, kaj lahko ti narediš za državo. Več o pomenu dogodka nam je povedala vodja uprave za obrambo Maribor, Katja Ravnjak. Letošnja rekrutacija v Beltincih ni samo dogodek, je tradicija, ki povezuje vse generacije. Ponosni smo, da že 20-tič ohranjamo nekaj, kar ima v Prekmurju poseben pomen. V času, ko veliko običajev se izgublja, je lepo vedeti, da mladi še vedno sprejmejo to rekrutacijo kot nekaj svojega. To daje dogodku posebno moč. Najlepše je videti energijo mladih. Oni so razlog, da rekrutacija še vedno živi v Prekmurju. Mladi danes potrebujejo občutek pripadnosti in ravno rekrutacija to prinese. Druženje, spoštovanje in ponos do domačega kraja. Dokler bodo mladi s ponosom prihajali v Beltince, bo rekrutacija živela naprej. To je danes njihov dan, zaradi njih smo tukaj in da samo naj uživajo. Kako so letošnji mladi opisali in ocenili letošnjo rekrutacijo? Ti dogodek rekrutacije za nas, za vse rekrute, en najlepši dogodek, ker ga lahko doživimo. Zato mislim, da se to treba ohranjati, kar resno podpiramo, ko se ozavestimo, pa ja, ko oživljamo gnes. Meni se ful fajn zdi te dogodek, pač ena takšna nepozabna izkušnja, ko je enkrat v življenje, pa ja, ful fajn. Meni je tudi dogodek všeč, ko se v bistvu vsi mladi zberemo, v bistvu malo se pač obrnemo okoli sebe, pa vidimo pač, kaj je to nekaj, kar so naši predniki delali, pa se mi to tudi zdi lepo, pa tudi malo čustven dogodek oziroma tegane. Tako ja, meni je všeč. Super, dobro so organizirali, vse je fajn. Lepo vreme, vse.
O tradicionalni rekrutaciji kot pomembnem dogodku za ohranjanje kulturne dediščine in identitete Prekmurja, Žana Mari. To je vsekakor pomemben dogodek, ker tudi ljudje se zberejo, pridejo, vidijo, kaj se dogaja. Tudi nam mladim se predstavi vojska, vojaški poklic in se mi zdi, da je to, mislim, vredno stvarno. Kaj Tijan sporoča mladim bodočim rekrutom? Ko se potrudijo, ko do njihove rekrutacije tudi tako dobre, še boljše, ko doznali, ko se za našo domovino treba potruditi, ko treba znati, kaj je dobro. O Slovenski vojski pa? V Slovenski vojski pa povem, ko mislim, ko imamo jako dobro, ko je jako pripravljena. Če je nevarnost, pa ne nevarnost, mislim, ko smo varni, pa tudi mi rekruti, če je potreba, bomo tudi šli, pa bomo pomogli. Obiskovalce na dogodku smo povprašali o njihovih občutkih in vtisih, ki so jih dobili ob predstavitvah in dogajanju na 20. rekrutaciji. Ja, pa današnji dogodek je fajna stvar, ker, kako so že vsi govorniki na proslavi povedali, obuja tradicijo, neko spoštovanje mladim, da na neki simbolični ravni tudi vlije jim neko vero v prihodnost, jim da vedeti, ko so postali odrasli, ko imajo tako dolžnosti, kot pravice, in to je to, ne? Več o tem, kako daleč je Slovenija na vojaškem področju in kako se vidi njen razvoj v prihodnosti. Ja, mi kot mali ne moremo napraviti nekega preboja, ampak naša vojska v mojem pogledu mora skrbeti za pomoč ljudstvi in predvsem kot obramba pred naravnimi nesrečami in vsemi zadevami, ki prihajajo. Tudi recimo pri širjenju nekih bolezni, zdaj se spet pojavlja neki virus in tu je vse naloga lahko vojske, ki pomaga, ne vem, državnim organom, kot je civilna zaščita in vse. Ne. To je največji pomen. Vsak nov dan prinaša nove priložnosti in izzive, ki jih lahko premagamo z mirnim pristopom. Pomembno je, da ohranimo ravnovesje in zaupanje v prihodnost, zato moramo, kot je ob tem povedal Aleš, pozitivno gledati naprej. Ja, pozitivno gledajmo naprej, mladi so naše, ne smemo mi obupati, ker ne bojo oni izgubili upanja in boriti se moramo naprej, da nam bo boljše. Mladi udeleženci rekrutacije skozi rekrutacijo in običaj, ki je v Prekmurju nastal, kot je ob tem poudaril župan Virak, iz iskrenosti in ne zgolj iz protokola, prinašajo s seboj nekaj, kar nam pogosto manjka, občutek pripadnosti Prekmurju in celotni Sloveniji. Ob tem je pozval, naj jih ta občutek ne zapusti, ter naj jih ves čas spremlja enak ponos, s katerim so stopili na rekrutacijo. Dodal je še, naj ne pristajajo na cinizem, temveč na vrednote, v katere je treba nekaj vložiti, saj prav te na koncu največ štejejo. Mladi so prihodnost družbe, zato je pomembno, da jih spodbujamo k znanju, odgovornosti in pozitivnim vrednotam. Želimo vam prijeten večer.